Kar smo imeli takrat problem je, da smo bili ena, spravi, zdaj imamo ta merch generacija, ne? Ker pomeni, da imaš pač večji pretok ljudi. Drugi problem je bil, da ni bilo nobenega denarja že v fazi organizacije. Ne? Zdaj lahko mogoče malo delaš projekcije glede na prodane vstopnice, če imaš karkoli v predprodaji, plus veliko lažje je dobiti sponzorje. Ne? Imaš trgovine, ki se odpirajo, večinoma v Ljubljani, ampak tudi nekaj izven tega. Imaš sponzorje, ki so pripravljeni dajati, ki so mogoče malo bolj nepovezani, imaš tuje trgovine, kot je Cosplay Shop, ki so pripravljeni nekaj dati za cosplay tekmovanje in cosplay tekmovanje bo spet nek spet pač tisto tekmovanje oziroma tisti del programa, ki bo vedno prinesel noter ljudi, ne glede na vse. Cosplay tekmovanje je običajno vedno najbolj obiskano poleg anime kvizov. Pač, moraš vedeti, kaj ti prinaša ljudi in ponavadi organizatorji vejo, da to je cosplay, ne? In bojo v cosplay pač vložili nek največ del tiste promocije, ker včasih ni bilo. Včasih nisi imel ne cosplayerjev, ne cosplay tekmovanja zares v obliki, kot je danes. Čeprav tako roko na srce, če bi hotel imeti neki content za take zadeve, ne? Kakve goste? Ampak ne goste kot cosplay goste, goste. Roko na srce tudi ni taki veliki strošek. Ne, ni, ampak spet, če hočeš goste na anime dogodku, prvič moraš razumeti, kakšno gradivo konzumirajo tvoji obiskovalci. In obiskovalci v Sloveniji konzumirajo pretežno angleško podnaslovljeno japonsko produkcijo. Kar pomeni, da če hočeš dobiti nekega gosta, ki bi bil relevanten za to občinstvo, rabiš dobiti direktno z Japonske. Kar je mogoče malo večji strošek, kot recimo za Američani, ki imajo precej dabov, ki lahko dobijo direktno iz lokalnega okolja, ali pa za recimo Francoze, Nemce, Italijane, spet isto, imajo svoje. Mi pa rabimo zdaj, majhna država smo, majhen trg, rabimo pa vložiti v bistvu, če tako gledaš, največ za te goste, ker to je problema. Spet dogodki se eksponentno razvijajo, ker pomeni, da tudi eksponentno več prihaja denarja noter. Če apeliram na Umiko, tukaj imamo zdaj 1950 obiskovalcev, ker če gledaš nekako vstopnica je 8 do 10 evrov, stroški verjetno še niso tako veliki, ker je le se dogajalo v osnovni šoli, niso imeli nekaj preveč stroškov z opremo in tako naprej, torej bojo obdržali verjetno 70 do 80% vsega inkoma od vstopnic, kar pomeni, da je to neka potencijalni vložek za naslednje leto. Torej, lahko bi mogoče upali, da bo naslednje leto mogoče že mal influx te industrije. To si vsi želimo, to smo si vsi želeli že od eventov, novoletke in tako naprej. Sem že imel idejo, da bi nekoga iz Japonske poslali, pa smo, apelirali na veleposlaništvo, dajte nam prosim neke povezave. Nekaj poslali, Veleposlaništvo, na primer, samo preneslo tega direktorja Production IG-ja, ki je imel neko prezentacijo, pa tako glede, mislim, da se je šlo takrat za 20. obletnico razmerja med Japonsko in Slovenijo. Ne vem, če je šlo za ekonomsko, mogoče je šlo bolj za to splošno politično razmerje. Ampak to je bil recimo en dober korak, ampak veleposlaništvo bi zelo dobro bilo za njih, če bi mogoče malo razmislili tudi usmerili. Ti eventi so zdaj praktično že razprodani. Zelo dober v bistvu marketing tako nasplošno za japonsko kulturo, mogoče bi lahko vložili, pomagali. Sem prepričan, da bi veliko bolj pomagali, kakor če vlagajo v neke obskurne dogodke, tradicionalne kulture nekje v Medvodah. Pač prepričan sem, da je bolj, da vidi 3000 ljudi neko kulturo, kot samo 15 ljudi, naprimer, na njihovih eventih. To bi bil, recimo, mogoče korak v pravo smer. Zdaj, če veleposlaništvo tega ne bo naredilo, je zdaj to na organizatorjih, glede na to, da že računajo za vstopnice. Pač ne moreš narediti vsako leto enak event. Čas je, da se vloži nekaj nazaj, return on investment. Se naredi ampak to spet pomeni, če hočeš narediti tak investment, moraš potem tudi razmišljati širše. Moraš razmišljati, kaj se bo zgodilo, ko bo čez 3000 ljudi, kaj to pomeni za birokracijo, kaj pomeni za zdravstvene delavce in gasilce, ki jih bo potrebno več. Potem rabiš, mislim, da tudi že policijo, če imaš event čez 3000 ljudi. Ne vem točno, kakšni so zakoni, ampak če se prav spomnim iz 10 let nazaj, takrat si potreboval policijo, basically, zato, da so, ker je bilo še preveč. Preveč ljudi imaš na enem mestu, preprosto rabiš nekako kontrolo. Tako. Jaz mislim,
čas je, da se tudi nekaj v mariborskem okolišu zgodi. To je zdaj bilo apelirano. Prav, ker mi smo nekako centralizirani, če že gledamo take vidika skupine v Mariboru, ki lahko pokriva v bistvu ptujski del, lahko pokriva Prekmurje, dejansko del Avstrije. In dejstvo je, da imamo veliki trg lahko. Ampak spet, veš, ljudi, prostovoljci, bom rekel, če tudi je kar nekaj ljudi iz Maribora, anime fanov, bom rekel, tako so pa faced shut in, kaj bi rekel, korona nareda svoje, zdržani, ne hodijo ni obiska na eventi, bom rekel, vse jih imamo kar normalno ljudi, ampak še vedno ni tisto, kar bi lahko ti pričakoval, da bi prišli. Jaz mislim, da če prodaš dogodek na pravi način, da je to res neki event na ravni Umika ali pa Mofokona, potem lahko dobiš iz vse Slovenije dejansko prostovoljce, ker si bojo želeli priti noter, mogoče če so študenti, dijaki in tako naprej, si bojo želeli priti noter brezplačno in pa drugič je nek ponos, je nek, kako ne rečem, lahko se malo pobahaš, da si bil del te organizacije. In to je za nekoga, ki je šele del anime kulture, pač lahko dober bragging right. Pa se za CV v končni fazi. Na LinkedIn si lahko piše. Neko podlago si moraš ustvarjati z mreženjem. Se strinjam, for sure. Podlago si ustvarjamo že definitivno, imamo tudi ljudje, ki so študirali v Avstriji pa tako dalje in načeloma imamo kar povezave, ampak moramo nekako uveljaviti to zadevo.